Moje ime je Rok Smrdelj in sem docent na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Umetna inteligenca je zame predvsem orodje in je verjetno tudi ključna revolucionarna tehnologija današnjega časa, ki je preoblikovala načine, kako delamo, kako komuniciramo in tudi kako mislimo. V bistvu niti eno, niti drugo, bolj je, kot rečeno, orodje, lahko postane grožnja, če je ne uporabljamo reflektirano in kritično, ampak upajmo, da se to ne bo zgodilo. Absolutno ga spreminja ga na različnih področjih, za katera niti sedaj ne vemo, kako in na kakšen način ga bo spremenila. Predvsem bo zanimivo videti mlajše generacije, tiste generacije, ki bodo že od samega začetka odraščale z umetno inteligenco, kako bo to vplivalo na forme njihovega mišljenja in dela. Oblast predstavlja tisto, kar je prevladujoče z vidika družbenih razmerij moči in podrejanja. Torej tisto, kar dominira in si podreja neko entiteto, neko družbeno skupino. Torej oblast je vedno definirana v odnosu do tistega, ki je podrejen. Ideologija je pa tisto, kar opravičuje reprodukcijo in obstoj obstoječih družbenih razmerij. Torej tisto, za kar mi verjamemo, da so sodobna družbena razmerja nekaj, kar se kaže kot naravno dano samoumevno. Torej, da ne dvomimo v to, ampak rečemo, tako je, ker je tako normalno, naravno, se niti ne vprašamo, ali bi lahko bilo drugače. Ideologiji se lahko izmaknemo se lahko z znanostjo in izmaknemo se lahko s teorijo, zato ker teoretski koncepti so tisti, ki omogočajo identifikacijo ideologije, omogočajo neko distanco do družbene realnosti, da je torej družbena realnost objekt, ki jo lahko opazujemo. Znanost je tista, ki se lahko izmika ideologiji, čeprav lahko tudi sama zapade v ideologijo, ampak je tista, ki ima največ možnosti, da to preseže. Tako kot se lahko izmaknemo ideologiji, se lahko izmaknemo tudi oblasti s tem, da jo teoretsko zapopademo. Sociologijo študiramo zato, da lahko zagrabimo kompleksnost sodobne družbe z analitičnimi kategorijami, da razumemo, kaj se nam v družbi sploh dogaja. Namreč še nikoli družba ni bila tako kompleksna, kot je danes, in še nikoli sociologija in ostale družboslovno-humanistične vede niso bile tako zelo potrebne in nujne, kot so danes, da zagrabijo to kompleksnost. Torej, če opredelim 3 izzive današnjega časa, bi najprej začel z najbolj aktualnim družbenim izzivom, to je mirovna politika oziroma vprašanje vojne. Torej, misliti epistemologijo vojne in razumeti kontekst, v katerem se sedaj nahajamo. Drugi izziv, ki je tako rekoč glaven izziv z vidika tega, kar se nam dogaja v svetu, je, kako postaviti pogoje debate v javni sferi, da ta debata ne bo vodila k naraščajoči družbeni polarizaciji in da ne bo vodila k temu, da ima všečen tvit, ki je sicer sovražno nastrojen, več všečkov kot pa tvit, ki vsebuje znanstveno spoznanje. Kako torej priti do pogojev razprave, kjer bo tvit, ki vsebuje znanstveno spoznanje, imel večjo veljavo? Verjetno zelo težko, morda celo nemogoče, in ravno zato je to izziv. In tretji izziv je seveda, kako nadaljevati z razsvetljenskim projektom izobraževanja javnosti, izobraževanja množic, da ne bomo zapadli v neke zgodovinske digresije, ampak da bomo lahko nadaljevali tudi z razumevanjem družbe od neke točke, kjer smo sedaj. Torej, povedano preprosto, da ne bomo šli nazaj z vidika znanosti, vednosti, z vidika tega, koliko smo kot družba izobraženi in koliko vemo, kajti družbeni razvoj ni linearen. Če smo dosegli neko stopnjo napredka, to ne pomeni, da se ta napredek lahko ohrani, ampak lahko kadarkoli zdrsne nazaj. Mladi morajo študirati tisto, kar jih najbolj zanima, kajti v tistem, kar jih najbolj zanima, bodo najbolj uspešni in tudi na osnovi tega bodo lahko najbolj zgradili svojo identiteto. Samo če se ukvarjamo z nečim, kar nas zares zanima, samo v tistem smo lahko zares dobri, da ne rečem odlični.
Najbolj me zaposlujejo komunikacijska razmerja v digitalni medijski sferi. Torej, vznemirja me vprašanje, zakaj so nekateri glasovi tako izrazito privilegirani v digitalni medijski sferi in zakaj so ostali marginalizirani. In vznemirja me tudi vprašanje, kakšna je tukaj vloga strukture, torej kako družbeni mediji delujejo in kaj lahko določene družbene skupine, ki so deprivilegirane ali zapostavljene, naredijo v smislu tega, kar se v angleščini imenuje agency. Torej, kje je tukaj meja med strukturo in lastnim delovanjem z vidika strukturiranja komunikacijskih družbenih razmerij. To me vznemirja. Gledam z realizmom. Torej, prihodnost je vedno odprta in bo takšna, kot si jo bomo sami zgradili. Želim si in upam, da bo optimistična. Predvsem upam, da se zamišljam v družbi, ki je ne bodo prizadele vojne, ki je ne bo prizadela izrazita družbena neenakost in diskriminacija najšibkejših.